In sicer, gremo se gledati. Ja, in sicer, gledali boste predstavo Pulsa imamo za soseda. Mogoče ste to slikanico že kaj videli, pa mi kaj prišla v roke, ampak ena zelo lepa predstava, ki jo bodo zaigrale študentke predšolske vzgoje z 3. letnika, ki bodo drugo leto že kolegice od vaših vzgojiteljic, bojo že imele tudi ove otroke v vrtcu, bojo vaše tovarišnice vzgojiteljice. Super? Ja. Vzgojiteljice morajo znati gratutke, zato bo tale predstava tukaj zdajle za vas. Za vas jo bodo zaigrali. In sicer igrali bodo s takimi mimičnimi lutkami, ki odpirajo usta, in zaigrali jo bodo bo en igralec, ki bo malo, ena igralka, ki bo malo imela še neki zraven, boste videli kaj. Ja, to se pravi, najprej gre za Pulsa in sicer, da vam povem, kdo nastopa. Lucija Rudac-Velber, malo zaprosite. Anja Kurjak, Valerija Ičak in Sabina Muratović. In to je to. Pulsa imamo za soseda in dobrodošli v CMK-ju in se zahvaljujemo seveda ekipi CMK-ja. Jaz bi se rada zahvalila še svojemu kolegu, Lovrencu Kabetu, ki vse skupaj seveda pripravlja skupaj z mano in vsem študentom, ki so se tako zelo trudili cel semester, da vi zdaj gledate predstavo. In se me navajam!
naredil. Zdaj malo zadih. Moj bog, kakšna nemarnost! Henrieta ne bo verjela, kaj se je pravkar zgodilo. Dobro še ne vstala. Pa, kje je zdaj ta Henrieta? Grem kar potrkat k njej. Ja, kje pa si bila? No, ni važno. Ne boš verjela, Henrieta. Kakšna nemarnost. Tisti pujs je pustil razsuta drva vse povprek po našem pločniku. Ja, ne moram verjeti takšni norosti. Moram se kar skočiti. Ja no, pa saj ne vidim nobenih zarod. Ja, že vem. Gotovo jih je pospravil doktor Lisjak. On pa že ne bi mogel prenesti pogleda na takšen dirandaj, veste? Ni čudno, da se je ubogi stari revež namenil k počitku. Aha, pa sem ga dobila, umazanca. Ste videli? Ja! Kakšna nemarnost! Doktor Lisjak je imel prav. Takoj mora poiskati še zajca Nika in mu povedati, kakšen je novi sosed Pujs, saj ga bo še kar zadela. Kako lep dan se naredi. In kakšen mir. Prav nobenega razloga za strah. Take dni imam najraje. O, zajec Nik! Kje gori? Pomiri se no, zajec strahopetni. Poslušaj raje moje nove novice. Ja, prav zares jih imam. No, pa saj ne boš verjel. A me dobro poslušaš? Kakšna nemarnost. Prav res ti povem. Tisti Pujs je pustil ves pločnik zaprašen z moko. Joj, mene, živeli pa bomo za mir. Hitro grem opozorit še ostale nedolžne sostanovalce. Kaj nam je ta svet naklonil, da smo tako postali tako ubogi? Pa saj ne moreš verjeti. Prav zares so to najbolj strašne novice tega leta. Še dobro,
da poznam Henrieto. Ona res ve, kaj vse se dogaja naokoli. Pa še sam ne rabim skoraj nikoli zapustiti varnosti te hiše. Zunaj se tako ali tako dogajajo same norosti. To je pa zares čudno. Saj ni nikjer nobene boke. A ja, morda pa samo ne vidim dobro. Samo trenutek, grem po korenje. Ne, še kar ne vidim, da bi bilo kaj namazano. Saj res, gotovo je že vse počistila Henrieta. Prepričan sem, da ne bi mogla dolgo gledati takšnega nereda. Dobri zajec, Nik, vse pospravil. Ja, seveda, kdo pa drug? Zajec Nik je prav red zelo dobrega srca, čeprav malo prestrašen, in to sem že zdavnaj povedala prav vsem sosedom. Brez dvoma sem,
počistil za pujsom. Nik, Nik, pridi, pa hitro. Kje gori? Ja, Nik, umiri se že enkrat. Dobro, samo vidva sta. Veste, prišel sem do sklepa, da tako preprosto ne gre več naprej. Predlagam, da naslednje stopimo skupaj in enkrat za vselej razrešimo težavo. Če hoče pujs živeti v našem bloku, se mora primerno obnašati. Drugače mora oditi. No, povejmo mu. Nekaj slišim. O, joj, ja pozdravljeni, novi sosedje. To je pa zelo nepričakovano. Seveda sem zelo vesel, da ste že tako hitro prišli na obisk. Prepričan sem, da bomo postali dobri prijatelji. Ja, veš, pujs, opazili smo mazanijo pred hišo. Ojoj, dragi sosedje, oprostite mi, res upam, da sem dobro počistil za sabo. Doktor Lisjak, torej nisi ti pospravil daru? In ti nisi počistil moke? In ti nisi počistil zemlje? Torej je vse počistil pujs. Ja, no, kakorkoli. Upam, da ste vsi dobro in naj se vsaj predstavim. Sem Teodor, pujs. Teodor. Bi prišli noter? Lahko vam pristavim za skodelico čaja? Ja, z veseljem. Super, kar naprej. Wow, kako lepo imaš pospravljeno stanovanje, Teodor. Pa prav zares, prekrasno stanovanje imaš, Teodor. In kako lepo diši iz kuhinje. Sam moram povedati, kakšnega dobrega soseda nam je naklonila usoda. Čisto resnico vam povem, da si nisem nikoli mislila, da bi bilo lahko kaj posebnega narobe z novim sosedom. Živali znajo včasih res pretiravati. Joj, kako ste prijazni, dragi sosedje. Samo še po skodelice stopim. Blagor selam!
To, da smo najbolj zlobni fantje na celem Japonskem. A ja, to, jo seveda. Oh, kako lepo je plavati po tem svežem morju. Hej, kaj je? Glej, želva. Kaj, prvič vidiš želvo? Ne, kaj če se malo pozabavamo, pa jo ugrabimo? Ja, jaz sem za. Gremo počasi za njo. Zdaj si našla nas! Joj, kdo ste vi in kaj želite od mene? Mi smo razbojniki Japonske in zdaj si naša last. Prosim, pustite ubogo želvico svobodno plavati po morju. Na pomoč! Nihče ti ne bo pomagal. Fantje, kako ste nesramni. Pustite ubogoželvico pri miru. Kaj boš ti, starec? Kaj nam moreš? Ha, da pomislim, kaj mogoče želite kaj v zameno? Ja, odvisno, kaj ponudiš. Ha, nisem bogat, ampak da pomislim. Aha, imam še 3 ceklinčke, za vsakega en. Kaj misliš, da 3 cekini so dovolj? Daj, bodi tiho. Bodi 3 cekini, kaj pa bomo z želvo? Dobro, sprejmemo. Ne, prosim, saj nisem toliko vredna. Želvica, tvoja svoboda nima cene. Počakajte tukaj, fantje. Me prav zanima, če ima res. Evo vam, 3 cekinčke. Kar drži si to svojo želvo. Mi gremo. Jo, iskreno se vam zahvaljujem za vašo prijaznost in dobrosrčnost. Ampak, kako vam je ime? Jaz se imenujem Urošima Taro. Pozdravljen, Urošima Taro. Veste kaj? Obljubim, da se vam bom zahvalila, na kakšen način moram samo dobiti način, kako se vam obdolžiti. Vidimo se kmalu, zmenjeno? Zmenjeno. Adio. Nasvidenje, želvica. Oh, kakšen čuden dan. Tisti fantje so bili res nesramni. No, nekaj časa je minilo, pa sem postal tako lačen. Ampak nimam cekličkov več. Joj, kaj bom zdaj naredil? Urošima Taro. Urošima Taro. Pozdravljena, želvica. Pozdravljen, Urošima Taro. Veste, našla sem način, kako se vam zahvaliti. Toda morate zaupati in morate priti z mano. Skočite gor. Na vaš hrbet? Seveda, gremo. Ha? Evo, prišli smo. Ha? O, kako je ta jama velika, pa kako temno je tam notri. Ja, seveda, v tej jami živi poglavar vseh živali na Japonskem. To je zmaj. Zmaj! Jaz te osvobodim, jaz ti pomagam in ti me pripelješ tukaj do zmaja, ki me bo pojedel. Ne, se ni treba bati, saj je zmaj zelo prijazen. Toda ga moram prej poklicati. Zmaj! Joj, kaj je gluh? Oprosti, Urošima Taro, pomagajte mi še vi ga poklicati. Zmaj! Ni
Niče, je prav star, da nič ne sliši. Oprostite, otroci, kaj nama lahko še vi pomagate ga poklicati? Dajmo se Joj, jaz sem že prestar za te igrice. O, pozdravljena, Želvica. Pozdravljeni! Vidim, da si mi pripeljala Urošimo. O, kako pa veste, da je to moje ime? Ja, Želvica mi je povedala, kaj si storil. Rešil si žival mojega kraljestva. To je potrebno drago poplačati. Ni potrebno. O, je potrebno in še kako. Se pa popolnoma strinjam z Želvico. Ojoj, veste, malo sem že star, pa se ne spomnim, kam sem dal to nagrado. A mi dovolite samo, da grem v jamo pogledat? Seveda. Kar pa čakajte me tukaj. A ne, to je samo moja ščetka za zobe. Ne, to pa so moji čevlji. Kaj je to? Oj, kako smrdi! To so moje nogavice. Našel. Zdaj pa malo resnosti. Urošima, tukaj je plačilo za tvoje dobro delo. Hvala. Moraš me pa dobro poslušati. Nikakor ne smeš odpreti skrinje, dokler ne prideš nazaj v svojo vas. Tako bom storil, kot si mi povedal, Zmaj. Pa še nekaj. Ker so te razbojniki prav grozni zadnje dni, pa ju bom popeljal skozi mojo jamo nazaj v vas, da vam spet kdo ne stori kaj žalega. Ampak to ne smete povedati nobenemu, ker vidva sta edina. V redu? Urejeno. Kar pridite za menoj. Hvala. Nasvidenje! Nasvidenje. Oh, pa spet smo tukaj, Želvica. Evo, in tudi je skrajni čas, da razkrijete, kaj je v skrinji. Jaz pa bom šla kar naprej po svoji poti. Želim vam vso srečo in ne pozabite biti naprej tako dober, kot ste bili do sedaj. Adijo! Adijo, Želvica. Oh, ta čuden dan pa je bil res čuden. Sedaj sem spoznal še Zmaja, ki mi je dal to težko skrinjo. Sedaj, ki sem tukaj doma, pa lahko to skrinjo odprem. Hej! Kaj je? Glej, tisti starec. Saj sem vedel, da nima samo 3 cekine. Neko ogromno skrinjo nosi. Gremo počasi za njim, da vidimo, kaj ima. Zlato! Lažnivec, stari, saj sploh ni nič v tej skrinji. Ma, veš kaj, nočem imeti več opravka z njim. Kar gremo stran. Kako je to čudno! Kako to, da samo jaz vidim zlato? Nič ni čudnega v tem, saj kdor ni dobrega srca, ne vidi zlata. Adijo! Kako ste vi veliki? In sem slišala, da nekateri tudi zaljubljeni. Ta zgodba govori o enemu, ki se je zelo zaljubil. A veste, je pa taka smešna predstava zato, a veste, s česa so lutke narejene? Vam ne bom povedala, kako boste sami ugotovili.
ampak vsak dan to jeste, ali pa ne vsak dan, sigurno 2-krat na teden. Zdaj bojo prišle, ki so skrite zdravi. Pa še veliko pesmice. A v redu? Pesmice so pa bolj za vzgojiteljice. Ja, in za nas. Pa tudi za vas bojo lepe. Se pravi, da začnemo predstavo o svinskem pastirju. A veste, kdo je svinski pastir? Ja. Tisti, ki pase koga? Koga pase? Ne ti. Pujse pase, a ne, če je pastir svinski. Pase svinje. Prašiče. In to bomo videli, kako bo. A veste, s čim se pa vozijo v tej predstavi? S motorjem. A se kdo od vas že vozil z motorjem? Ste se? No, to bo tudi prišlo. Za avto tudi, ampak tukaj se bo vozil z motorjem. Pa vi veste, da so po ob cesti kakšne stvari, da vam povejo, kaj je dobro, kakšni plakati. A ste že videli to? Po cesti, ki se vozite. No, to bodite tudi pozorni. Veliko takih reči, ki jih poznate. Zdaj pa ena glav za naše igralke, zelo velike glasbenice so tukaj in vsi se bodo trudili samo za vas.
Med bogatimi ljudmi se preprosto ne trudi, da zmaga denar. Drugim pa velja, da je nekaj slabega, če preveč ima. Angela, Perkica moja, nekaj bi potem vadila. Zakaj, oče? Pridi na kosilo. A, v redu, že hodim. Marko! Pa to je vendar tukaj. A vidite otroci kakšen grad? Kje? Kje otroci? Zadaj! Kako je velik? Nič. Najbolje, da odidem kar tja. Počakajte me, prav? Me boste počakali? V redu. Kakšen velik grad! Pa kakšna velika vrata! Kaj pa moram zdaj narediti? Kaj ste rekli? Naj potrkam? Ja, ampak jaz vidim, da imajo zvonec. Kaj čemo pozvoniti? Ja, no pa dajmo! Da imate najlepšo hčer. Prišel sem jo pogledat. Jaz sem tvoj. Jo grem iskat, kar tukaj počakajte. A kar zunaj počakam? Lahko vstopite. Bom vstopila. Angela! Angela! Ja, oče. Obiske imaš, nekdo te je prišel pogledat. Okej, Juri. Ja, Že grem. Nekdo bi to bil. pozdravljena, prelepa, prelepa Angela. Prelepa in angelska, to sem jaz in Ja sem Boris. Čuvaj me. Kot v znak ljubezni in lepote sem ti prinesel. Kaj, čakaj. Vrtnico. Vrtnico! O ne, kdo še danes usvaja z vrtnicami? Ne maram tega. Bolje se potrudi. Če ne maraš vrtnice, Pa mogoče imaš rada to. kaj? Le kaj si bo sedaj zmislil? Ali je to pes? To je vendar pes. Joj, ne, pa se to kaka in lula. Joj, nočem psa. Ne, ni mi všeč. Ker jaz pač potrebujem več od tega. Jaz potrebujem več. Več kot pa nuješ mi ti. Da bi šel, jak ti. Moški. Časih narobe gre in čudno križajo se poti.
nikjer ne najdeš res prave. Pa vendar veš, da nekje spet našel jo bo, ko si na tleh in ko si sam. Že na te misli nekdo stane. Kje si Stane? Živijo, Boris. Ja, pa kje si bil cel dan? Ležišča. Malo sem se potepal. Ja, si videl tisti plakat? Videl. Ja, kako je lepa. Ja, lepa, ta tečna, tu. Lepa? Kaj se je zgodilo? Išel sem jo sinovi, pa me ni marala. Ampak jaz ne morem brez nje. Počakaj, Boris, imam idejo. Kaj? Kam si šel? Stane. Boris, tole si nadeli. Fuj! Ja, glej, to moraš storiti, če želiš osvojiti. Pa to da smrdi. Najti si moraš službo pri njih, tako boš ves čas zraven nje. Poskusi, obleči si. Eno, kje si že? Boris, no, pojdiva. Na grad? Hitro. Kako? Kaj greš? Kam sem že parkiral? Je pa tisti tvoj motor, ej. Kam sem ga parkiral? Oj, Boris, čisto si se zaljubil, škija imaš glavo. Končno. Ajde. Drži se me. Pa smo že tukaj. Kako je tukaj lepo. Ja, pa kakšen grb. Pa kakšna vrata. Veš kaj? Otroci so mi prej pomagali. Kaj smo prej naredili? Pozvonili! Bravo, se še spomnite! A ćemo še enkrat? Ja, seveda! No, pa dajmo! Kakšna glasba! V gradu to mogoče poslušajo. Najbolje, da pozvonim še enkrat. Jaz sem Lorenz. Me veseli. Mitko, to je moj prijatelj Stane. Ljubjo, Stane. In Mitko sva prišla iskat delo, ker sva revna. Ja, nujno potrebujeva, karkoli imate, dragi kralj. Karkoli. Karkoli. Potem pa bosta svinska pastirja. Kaj? Stane! Svinska pastirja? Stane! Škorni, kam bo? Boris, to je zame preveč. Boris! Stane! 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 Ja! Bom se v redu. Ja. Kje ste rekli, da imamo škornje? Kar z mano pojdite, sledite mi. Skrivam se, ker hočemo osvojiti princeso.
ne bo uspelo. Zakaj ne? Ni te vredna. To je dobra je zate. Ja, ampak jaz sem prinesel s sabo nekaj, kar je čakalo, očaralo. Kaj? Zame? Za jaz? Počakaj. Spet moramo čakati. Ampak jaz sem vedno lačen. Mami! Še trave mi je zmanjkalo. Kleka. Wow, kaj je to? Hrana! Kaj se dogaja v tom smjaku? A imamo mi novega pastirja? In nekaj čudnega ima na glavi? Otroci, kaj ima na glavi? Tudi jaz ne vem. Gre kar pogledat. No. Prašiči, ne! Lačen, lačen! Abre, kar tu pozdrav, ne! Pogledajte na stirega. Zdravo! 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 Gospodična, Ja? kaj pa vi tukaj? Iz gradu sem opazovala in videla sem, da imaš nekaj čudnega na ušesih in me zanima, kaj to je. Misliš na glavi? Imam prelepo frizuro. Ne! To sploh ni lepa frizura, to drugo. Ja, to pa so otroci vejo kaj. Kaj to? Slušalke! Kako? Slušalke? Ja, otroci, zakaj se uporabljajo slušalke? Kaj delaš s slušalkami? Otroci, zakaj uporabljamo slušalke? Na glas, poslušamo glasbo, si slišala? A res? Ampak to je kar čudo sveta. Jaz bi tudi imela slušalke. Ja. Kaj želiš v zameno za njih? Naj razmislim 10 poljubčkov. Kaj? 10 poljubov? In v svinjaku delaš odpade. Lahko dobiš denar, sekine za to, kar želiš. Poljubov pa ti ne dam. Ne. Hočem 10 poljubčkov ali pa nič. Pa 10 poljubov. Otroci, naj ga poljubim 10-krat? V redu, pa bom. Ampak glej, da naj nihče ne vidi. Ne, nihče naj ne vidi. V redu. Ne! Smrdiš! 10. Mamma mia. Slušalke imam. In prosim, da si tega ne zapomniš. Nikoli se ni zgodilo. Pojdi nazaj v grad. Stran od teh smrtljivih prašičev. Joj, ne, joj. Prašički moji zlati. Rana? Ja, najprej vam bom dal malo krompirja. Počakaj. Rana. Tole malo krompirja. Zdaj pa imam za vas eno presenečenje. Ampak povem, če bodo otroci mene poslušali. Otroci, poslušajte. S sabo sem
dejal tudi eno stvar. Reče se ji cvrtnik. Ali pa poznam cvrtnik? Ali pa pečico. Imate doma pečice? Ja. Vsi imajo doma pečice, ampak ne. Ja, ampak, a imate vi doma tako pečico? Poglejte jo. Nimate? Sem vedel. Ja, odrati, temu se reče, zapomnite si, cvrtnik. Rečite na glas. Cvrtnik. Cvrtnik. In za te moje prašičke bom jaz zdaj nekaj dal v ta cvrtnik. Kuča. Tik, tik, tik. Že peče. Že diši. A vohate? Moji prašiči. Pridni. Malo se bom počinil. Nekaj voham. Otroci, kaj tako lepo diši? Izpit prihaja iz svinjaka. To ne more biti res. Tale naš pastir nam je spet nekaj zakogal. Joj, najprej se spravim dol in pogledam. Princesa spet gleda. Skrit se moram. Okej. Kaj je to? Joj, spet sem dobri prašiči, moja blika bom vstal mazana. Pa je zrak. Kje je vaš pastir? Ni ga. Ja, kako ga ni, če sem ga videla. Pridi k meni. Nekaj moramo vprašati. Ja, kaj povej, princesa draga? Nekaj je zadišalo gor do gradu in kako nisi ti? Ja, potem pa ne vem, kdo tako lepo diši. Ja, vonjam, kot da se nekaj peče. Ja, peče. Otroci, povejte, kaj pečemo. V čem pečemo? V cvrtniku. V cvrtniku. Ja, pa kaj pa je to cvrtnik? Prvi slišim. Otroci, povejte, kaj je to cvrtnik. To je pečica, ne? Pečica. Pečica. In kaj danes pečete notri? Krompir. Krompir? Ampak jaz bi tudi imela cvrtnik. Ja, otroci, kaj predlagate? Da. Kaj želiš, da bi dala princesa v zameno za cvrtnik? Zlato, cekine. Poljubčke, recite poljubčke. Poljubčke? Recite, sliš? Ja, otroci so rekli, da 100 poljubčkov. 100 poljubčkov? Aj me Bog vzame. Joj! Ali se da kako drugače dogovorite? Otroci, recite ne. Ne. Joj! No, prav. 100 poljubov. Bravo! Kar začniva. Joj, kako si mi gabiš in smrdiš. 55,
minutke, a ne? To pa je bilo, nekako žive so bile. Ta naša... Ne, kot ti narekuje družba. Samo piše. Kakšen samo? Oni samo, ki nas je v make-upelu, veš, oni fajn. Ne, on ni moj tip človeka. Kako tudi ne, če si rekel, da je bil prijazen do tebe? Meni je bi imel času. Zato ker je... Ma kaj to poslušaš? Kaj spet? Ma kaj je to za ena čudna glasba? No, komad na primer. Vem, da je nov in da je komad, ma ki ni malo čuden. Ne, ni, pač to je zdaj moderno, to je cool, to se posluša vse diskoteka. In me sploh ne čudi, da ne veš, kaj mislim, ker seveda ti ne hodiš v diskoteke. Okej. Ma kaj ti lahko jaz moja glasbo pokažem? Ne, dej, ajde. Ma je dobra. Ma je res dobra, je zdi začenila. Ajde, nekaj. Ne morem se, vidiš, da nekaj delam. Ma kaj delaš? Se samo te neki večkači hitaš. Delam, kar delam vse normalne punce in me sploh ne čudi, da ne veš, kaj mislim. Ja pa vem, kaj misliš. Ličiš se sam, da bi te fantje opazili. Tudi ti bi se lahko kdaj. Sploh ne vem, če veš, kaj make-up pomeni. Ja pa vem. Ajde, ko se spodiš nazaj v realnost, zapri vrata sobe. Bla, 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 bla. Tudi tebi ne bi nič škodilo. Koza umetna. Pač kaj bi se sploh tukaj nekaj mazala? Se bi se itak sam razpeckala. Kaj? Maskara. Maskara. Kaj če bi govorila? Joj. Wow, se sploh ni tako slabo. Hej, kaj delaš, Ajda? Jaz se ličim, da bom potem lepa, tako kot vse punce. Zanimivo, da lahko v kratkem času daš toliko novih stvari nase. Ja, ma kaj te tu briga tebe? Jaz delam po svoje in ti deli po svoje. Se bom jaz tista, ko bo na koncu lepa. Ne ti. Wow. Kako klepe majčke. Joj, kaj pa če bi jaz to poskusila? Ajda, zanimiv stil. A ti to sploh nosiš? Ja, ne, ampak mogoče bi pa začela, se bi izgledal kar dobro na meni, ja? Ne vem. Zanimivo. Ja, ampak to punce v današnjem času nosijo, veš. Ma nič. Jaz si bom to... Je to sploh majca ali je to modec? Ma, jaz si bom to odlekla. In tudi ona glasba prej, moram reči, da je bila kar dobra. Mogoče bi začela poslušati.
vaše te stare sunice. Ma kako to, da ne? Ma veš, kako se to udobne hlače? Ajda. Ajda, Ne, meni bo v tem Dede. In to si boš obula. Evo, hvala. Dede. Jaz si bom zlomila nogo. Ma ne boš, ajda, dej, nehaj. Noben še ni od tega umrl. Dej. Ajda. Jaz pa bom. Ne boš, ajda, pojdi. Joj. Dej, Ma jaz bom sam probala, jaz tega ne bom ponosila, veš? Ja, v redu. Joj. Okej. Meni to ne gre na red. Ajda, dej, potegni malo. Ampak pazi, da mi kje ne stržeš. Ma, se so že raztrgane hlače. Ajda, prosim, nehaj. Ma, tudi noga mi ne gre noter. Da mi je mežinik zvil. Okej. Ajda, kaj si tako nesamozavestna? Jaz tega ne morem. Ajda, to lahko vsak, tu nimaš kaj zaznati. Dej, sprosti se najprej. Dihaj, ja, bo šlo. Dej, ramena nazaj. Prsa ritka ven, trebuh not in greš. Ajde. Joj, prav skupaj noge, ajda. Ajda, dej, si Ma še če kakšne rit, modele? rit. Ne bo, sigurno si videla kakšne modele, v kakšni igri, ajde, Ja. nehaj, ajde. Potrudi se, dihaj. Okej, Gigi. Bolj skupaj noge, malo bolj spuščeno. Ritka ven. Dobro, ne skupaj. Okej, boljše je pa. Okej. V redu. Ej, če si zdaj ne najdeš fanta, si ga nikoli ne boš, veš. Samo nekaj ti še manjka, grem pa poletko v WC. Okej, jaz vam pa tudi da ni šla še naprej. Zanimiva obleka. Ti je res udobno v njej. Se res dobro počutiš. Joj, jaz ne moram. Ajda, za lepoto treba potopeti. Malo zdrži. Čakaj, ti udara malo te. Ma da nama jaz pa reš črna. Ma ne boš. Joj. Ajda. In kako si jaz to dol sprala? Obstaja make-up remover. Remover? Remover. Si? Evo. Lahko vidim. Ja, lahko. Oh my god. Oj. Dobro. Se bo treba navaditi. Ma kaj ti se kam odpravljaš? Kaj to ni očitno? Sestrica, včasih se prav smešla. Ma kaj bo, kaj greš, kakšen žur? Ne, pač ven grem. Ma kaj te lahko nekaj vprašam?
Ajde, lahko. Ma kdaj pa bo kakšen žur? Kako pa da tebe to zanima? Veš tako vprašam. Dobro. V glavnem, danes je ena ful huda žurka, je bilo povsem objavljeno, tako da ne pogledaj na Instagram. Instagram imaš, ne? Ja. To je to, ja. Pa taka huda muzika, kot sem jo danes poslušala prej in si me ti prekinila. Ma mogoče je pa res lahko šla. Ja, škodi ti Pa še vštimana sem. Ja, pejdi. Ej, jaz imam Instagram, ne? Ma pač, prej si nekaj rekla, da uporabljaš četovatos, čatarat, Snapchat, ajde, Snapchat. Reči Snapchat. Ja. Ma jaz ga bi imela. Kaj mi lahko poveš, kako se naloži in kaj se z njim dela? Spomnim, zakaj vam šlo zdaj to tebi razlagati, ker uporabljaš še kamnici telegraf. Ma nič, če pa Dobro, čiste. ker sem jaz tako prijazna stata sestra, naj ti bom povedala. V glavnem, najprej moraš imeti prijatelje, pol, ko imaš prijatelje, si naložiš aplikacijo, popišeš par podatkov in pol, ko pišeš te podatke, dodaš one prijatelje, in sem ti rekla prej, da jih moraš imeti. In pol, ko te sprejemaš, se napisuješ z njimi. Simple. To je bil tako dolg postopek zdaj. Ej, ma kje lahko dam še tvoje prijatelje? Dobro, če hočeš, pa zberi si. Mislim, dvomim, da se bo kdo pogovarjati s tabo, glede na ta tvoj stil oblačenja in to muziko, ki jo poslušaš. Ampak dobro, zadnji čas ti gre na boljše, priznam. Ajde, jaz zdaj moram iti. Tako da, bye. Ok, Snapchat. Download it. Ok. Samo. Dodaj. Klara. Ana. Gregor. Anastasija. Koga prošel da? Saj je fajn. Ajda. Pa dodaj še sebe. No, kdo je sedaj? Jaz. Ali si ti? Flemish. Sorry. Thank you. Ik heb echt wel stress voor morgen. Nieuwe mensen ontmoeten. En kijk eens hoe laat het is. Misschien hebben die mensen wel super lange benen. Of misschien wel super korte benen. Misschien hebben ze een super lange neus. Of misschien een super korte neus. Misschien hebben ze wel super grote oren. Of super kleine oren. Ik heb al wat minder stress voor morgen. Maar het is echt tijd om te gaan slapen. Tijd om me klaar te maken.
ontbijtje eten. Ah, lekker. Eventjes zitten. Oh, kijk eens. Oh, het is echt al laat. Oh, ik moet me echt haasten. Ik ga zeker niet te laat zijn. Oké. Hallo? Oh. Oei, wat is er gebeurd? Oh. Ik denk niet dat hij mij leuk vindt. Waar zou dat aan liggen? Heb ik iets verkeerd gedaan? Iets verkeerd gezegd? Nee, stop de muziek. Stop. Ik ga hier niet triestig blijven zitten. Ik moet een oplossing vinden. Misschien kan ik al mijn haren eraf doen. Oh nee. Misschien al mijn kleding. Oh nee, dat gaat ook niet. Ik weet het. Oké, ik kom zo terug. Ja. Veel beter. Dit zal mij echt wel helpen om morgen opnieuw te gaan. Ik denk zeker dat hij mij dan zal leuk vinden. Oké. Tijd om te gaan slapen. Snel eens kijken in de spiegel. Oké, goed. Snel eens eten. Oké, klaar? Oké, ik ben klaar. Oké, laten we gaan. Oh, ijzer. Wacht. Ijzer. Opnieuw? Wat? Nu weet ik het wel echt niet meer. Wacht. Oh, ik heb een idee. Oké, ik kom terug. Tada! Oh, zeker. Nu is het perfect. Ik lijk helemaal op hem. Als hij mij nu niet leuk vindt, dan weet ik het ook niet. Oké, wacht. Hey. Hey. Hey, wat heb je aan? Oh, ik heb toch hetzelfde als jou, hè? Ja, waarom heb je hetzelfde aan als mij? Waar zijn jouw kleren? Ja, die van mij die zijn weg. Ik dacht dat dit beter was. Beter? Waarom zou je denken dat dit beter is? Wel, ik dacht dat je mij niet leuk vindt. Dus heb ik maar iets anders aangetrokken. Misschien vind je mijn kleren gewoon niet leuk. Je hebt die kleren veranderd voor mij, hè? Ik vind je toch helemaal goed zoals je bent? Echt? Ik vind het soms gewoon moeilijk om nieuwe mensen in onze groep te krijgen. Maar dat wil toch niet zeggen dat jij jouzelf daarvoor moet veranderen? Dus wil dat zeggen dat je vrienden wil zijn? Maar natuurlijk. Maar als je vrienden wil zijn, wel op één voorwaarde. Oh, vertel. Kom dichterbij, ik ga het in je oor fluisteren. Je moet je alle kleren terug aandoen. Oké, dat kan ik. Oh, wacht hier. Ik kom direct terug. Ik kom direct terug.